pakiram za počitnice. Moj otrok se je spakiral tudi v kovček. Greš ti tudi na morje? Ja, in še vsi tvoji prijatelji tudi. Zajček, ja. Račka, ja. Franček. Super. In še ena Gaga. In tudi Medo. Wow. In mama Medo. In še en zajček. V redu. Ne vem, kako bomo sicer vse to pretrogali v Dubaj, ampak bo tata zapiral kufer. Kavica, moje najljubše sadje, mangostin in pa verjetno moj top 3 sadje, ampak mora biti olupljen, ker sem lena. Plus, da je kuhna pol cela umazana od tega, granatno jabolko, olupljeno, prosim. Verjetno me bo sicer tole navil. Ljubčki, dobrodošli v novem vlogu. Mi z družinco smo pobegnili v Dubaj. Zelo taka hitra odločitev je bila, basically, long story short. Vsi so bili bolni okoli nas. Zunaj je bilo vreme tako neprijetno doma. Jaz sem rekla že to, daj pogled za karte, daj pogled, če najdeš kakšen ugoden apartma. Vse se je lepo seštel, tako da smo v Dubaju, nismo prišli sem špilat nobenih turistov. Ura je bila, da zamenjamo torej okolje, da gremo nekam, kjer je toplo, nekam, kjer ni časovne razlike 6 in več ur, kar je Dubaj super odločitev in destinacija, zaradi ker so sam 3 ure naprej. Vedno je toplo, ful imajo dobro hrano, ful so prijazni, basically imaš mesto združeno s plažo, tako da lahko koristiš pač kar ti paše. V bistvu plan je, da ostajamo ves čas na slovenski uri, tako da se zbujamo zjutraj tam okoli 10, se pravi ob 7, kot pri nas ob 7, spat hodimo ob polnoči, 11 polnoči. In ja, ful dobro funkcionira, za otroke je neverjetno ogromno ene izbire, ta mala je pač tako tok happy otrok. Tako da basically ful dobra odločitev, zelo dobra odločitev. Prišli smo za pol meseca, imamo svoj apartma, kuhamo si bolkane, enkrat na dan se mogoče z nečem pocrkljamo zunaj, mogoče 2-krat. In to je basically to. Vzela vas bom s sabo, ne bomo delali nekih ful blazno zabavnih stvari. Mislim, za nas ja, za nas absolutno zdaj, kar pije vodo, je to, da imamo rutino, da smo veliko zunaj, da delamo potičke, da gremo zvečer v mesto, ampak v tem kontekstu ne bo zdaj to nek turističen vlog z Dubaja. Upam, da ste vi v redu. Ne vem, če sem omenila, tole je eno od mojih, ne, tole je kar moje najljubše sadje. Tole je moje najljubše sadje. Mangostin, ki ga kupaš lahko v katerem koli supermarketu. Noter zgleda kot česen. Takole. Dober je. Zelo. Hvala. Malica na plaži. Enega po enega. To je mango iz Avstralije. Ja. Zelo je sladek. Prvo kopanje v 2025, Klukca. Sicer voda je na začetku toliko mrzla, da človek sploh ne ve, če bi šel noter, ampak pol rata super, tako da I did it! Prid pokazati, kaj snekamo na plaži. Na plaži ima vsak od nas svoj najljubši snek, mislim, že ima kokos, vzame si cel kokos. Tamala najrajš sneka olive, sicilijanske olive, mama pa granatno jabolko. Zdaj smo že par dni basically v Dubaju, tako da smo se čist aklimatizirali. Čez dan je vroče, je lušten, zvečer se pa predvsem zelo skladi, rata vetrovno, tako da človek rabi kakšno jakanco oziroma džeki. Jaz sem bolj nevedno oblečena, se pravi dolge hlače in dolgi rokavi zgori in potem še čez jakanca. Tako da nasvet za vse, ki prihajate januarja, februarja v Dubaj,
ne spakirati sam poletnih oblačil, ok? Ni za kaj. Evo, če niste vedeli, kako se rešiti butlov, ko se vam naserjajo na glavo, ali pa ne znajo okoli vaše brisače iti, evo vam rešitev. Po kupanju pa še na italijanski gelato. Oh, thank you. Kako imaš luškan tale? A je to kuža? Ne. Kdo pa je to? Gaga. Gaga, okej. Jaz se pa nisem kopal, pa dobim dvojno porcijo. Saj to je na vest kosila, nič bat. Danes ne bo kosila. No, to pa je najdražji sladoled v našem življenju. 2 kepci, torej ona je imela 1 kepco v otroškem, pa Anže je imel 1 kepco v navadnem kornetu. 40 njihovih, kar pomeni, da je 4, 10 evrov kepca, 2 kepci sladoleda, 20 evrov. Ale padlo. Jaz pa sploh nisem jedla sladoleda, tata. Ja, ko hujšaš, vidiš, pa še na... Hujšam, ja. Hujšam jaz tle sam v denarnico v tem Dubaju. Sam v denarnico. 20 evrov za 2 kepci. Bežmo. Pojedel kosilo, druga kava v dnevu, ob 5, pol 6 rata skoraj tako kot doma tudi tukaj, noč, tema in mi vedno pridemo tle v Dubai Marino, ki je ful enih stvari v bistvu dogaja. Vedno z Anžetom probava najdeti kakšen cute spot, da se vidva malo pocrklava. Ful je enih igrišč, tako da tudi ta mala pride na svoj račun in v Dubaju je ena dobra stvar, ki je v bistvu res poskrbljen za vse družinske člane. Tle v Dubaju vse gledaš tako visok gor, tako da ena dobra stvar za podbradek moj. No pa tudi tvoj. Veš, takole skozi. Jaz ga skrivam pod brado. O tem govorim. Koliko je to nadstropij? 40. Danes se bomo pocrkljali z Cinnabonsi, to so cimetove rolce, zelo znana veriga, svetovno znana veriga. Današnja večerja. Mami, poglej. Kaj? Ta kužek se takole izgubi in potem je znak za izgubljenega kužka in policaj se vozi naokrog in prebere tole, da je izgubljen kužek in se on brum vozi naokrog in potem najde kužka in kužek skoči na motor in ga odpelje nazaj k svojemu lastniku. Wow, super se mi zdi. Wow, se je izgubil. Kje policaj da prebere, da se izgubi? 10 od 10. Ha? Sami dva z Anžetom sva zložna po cukru reči, zdaj sva pa dejansko lačna. Prej nisva bila lačna, kao. In zdaj sva lačna in sva prišla še po mehiško. Baje je tale mehiška konkretno ena najboljših v Dubaju, tako da bi bil kar greh, da je ne bi sprobala, ampak ja, zdaj imam tako cukrast okus, zdaj bomo pa še tortilije. Hamsa, hamsa. Kar veliki. Yes. Easy trader. Yes. Thank you. Pusti. Čakaj. Tudi to 10 od 10. Bliskovar? Dober. Ja, po vsaki dobri stvari se tole pol obrika. Ne. Kava v Dubaju je tako
7 evrov kapučino, tako da jaz sem se znajdla malo drugače. Imam svojega baristo. Hvala lepa. Na poti smo na en zelo dobro ocenjen brunch, tako da danes ne kuhamo zajtrka, ampak se bomo kar malo pocrkljali. Dubaj ima še dodatne plus točke. A veste tisti, ko ponovadi pridemo v kabino za pomerjanje in nam ful ni všeč svetloba? Oni so to rešili na preprost način in sicer ti dajo takle monitorček, poklikaš kakšen tip svetlobe hočeš, lahko celo zatemniš ali pa nabiješ svetlobo, skratka si jo customizaš na svoje potrebe in svoje želje, tako da na ta način pač poskrbijo, da človek na koncu itak vse kup, ker ti je vse všeč. Love it! Povej, kako izgleda pri nas shopping v Dubaju. Obljubljen mi je bilo, da bom imel 5 minut zase v tejle super trgovini, na koncu sem pol ure čuval tam malo, da je Leja sebi kupila stvar. Pa to je edini pravi način šopingiranja. In zdaj gremo jesti, ker je gospa lačna. To je pa še bolj pravi način šopingiranja. Mi je pa že obljubila, da naslednjič, ko pridemo, bom pa res imel pa pol ure zase. Ja, vidiš, kdor zna, zna. Gremo zdaj jesti? Realno se pa, da bom čuval 1 uro tam malo. Guilty. Otroška igrišča tle v Dubaju so tok lepa. Niso samo lepa, ampak so v bistvu tudi domiselno narejena. Vsa so v lesu, potem ali so večinoma na taki mehki podlagi, torej če otrok pade ali kakorkoli, da ni tisti trd beton, ali pa so celo na mivki, kar je tudi ful nice. Noro čista, tako ne vidiš smeti. Ne vem, pač sanje vsakega starša, vsakega otroka. Wow. When in Dubai. Tole je bilo vse tako, kako bi se temu rekli, uspod, torej zelo na hiter. Nisem šla dejansko v shopping, ampak je bilo tako mimogrede, torej ko smo nekam šli, sem rekla, sem zavijem noter in odkar sem mama, shopping pri meni izgleda tako, da imam točno 5 minut, tako da smuknem not, 5 do 10 minut, ajde do 10 minut sem v trgovini. Če vidim kaj, kar mi je všeč, zagrabam, niti ne probavam in I'm out. Tako da sem se navadila in sem razvila v bistvu en tak dober način šopingiranja. Ne vzame mi veliko časa. Za denarnico je že druga zgodba, zaradi tega, ker je precej slabo, ker si tako zelo impulziven, pa hiter nakupovalec, nimaš časa niti premisliti, da res to rabiš. Ampak oh well, bi bil kar greh, da bi prišla iz Dubaja brez shoppinga.
tudi če je tak, kakor sem ga ravno kar opisala. Se pa sprašujem, kaj bi bilo, če bi dejansko šla v shopping v Dubaju, torej tako govorim za 3-5 ur. Mislim, da bi porabili kar 3 nove kufre za nazaj domov. Dajmo pogledati skupaj izplen, oziroma dajmo pogledati tiste najbolj zanimive stvari. Seveda sem se ustavila v Sephori. Make-up je drag. V bistvu sem ugotovila, da si že par let nisem kupila tako nekega novega make-upa. Realnost je, da uporabljam 5 izdelkov in še to ene ta iste, zaradi tega, ker pač se obnesejo. V Sephoro sem zavila primarno zato, ker mi je zmanjkalo Urban Decayeve črne barvice in to je najboljša črna barvica, kar sem jih jaz v življenju sprobala. Potem sem vzela od Make Up Forever tak suh puder in ful lepo zmatira in pa zbriše pore. All time favorite od Rihanne, tudi ta v bistvu za pomatirati puder. Torej, ko se zasvetaš, in jaz se rada zasvetam, moja koža se ful rada zasvet, ko lepo tapkaš in popije vso maščobo, brez da ti pokvar make-up. Potem pa seveda, ker te lepe prodajalke znajo prodati, so me prepričale, da probam še, v bistvu videla je, da imam rada ta tip produkta, torej da zbriše pore in da te pomatira. Tako da je rekla, you need to try this, girl, you need to try this. In to je od Huda Beauty, njihov bestseller v bistvu v Sephori, Easy Bake. In oh lord, ko mi ga je ta lepa prodajalka nanesla, tole je tako zrediral pore, tako kot da bi imel neko redirko noter izdelek, tako dobesedno moja koža je bila popolna. In pa last but not least, vzela sem od Selene Gomez, oziroma od njenega brenda Rare Beauty, tele bestseller rdečila in dala mi je dobesedno v trgovini samo takole eno pikico. Res ne rabiš veliko. Jaz sicer zdaj to delam tako malo na pamet, ampak wow, lajkam, very much. Naslednji postanek je bil v H&M-u, vem kaj boste rekli, a ni H&M tudi pri nas in zakaj si mogla iti v H&M? Hear me out. H&M ima božanske basic shirts, t-shirts, long shirts z mikrofibre materijala. Torej, so pri nas, ampak pri nas je izbira ful manjša in pa takoj, ko jih dobimo, se mi zdi, da v moji številki so pač majice razprodane. To je v bistvu dupe za Skims, tok flattering material, tako nič se ne vidi skozi, ampak hkrati ti tako lepo zaobjame obline. Te H&M-ove stanejo tretjino cene od Skimsa, tako da se absolutno splača. Imajo kratke, kot sem rekla, dolge rokave, bolj zaprte, bolj odprte, hrbet odprt. Za mojo ljubico sem kupila plašček, srčki, še eni srčki in pa en cute bombažen setek. Potem sem se ustavila v Cartersu, to je ena mojih ljubših trgovin za mojo punčko. Vzela sem ji, ful imajo dober material, ful je tak mehak in ne vem, ful kvaliteten bombaž. Vzela sem ji za poletje dve taki cozy oblekci. Ice cream for breakfast, yes please, in pa še eni sladoledki. In pa še eni srčki. Vzela sem ji tako zelo mehko, ne vem, ali je to modal, ampak to je tako kot putrček, pa še znižana je bila. Seveda sem se ustavila tudi v Viktoriji, ne bom kazala, ker verjamem, da vas moje gatke ne zanimajo. Basically sem vzela ta njihov deal 5 gatk za tok in tok denarja in ponad to naredim in potem prinesem tudi kakšne mami in prijateljci in tako. Tako da si jih malo razdelimo, da imamo vse lepe gatke. Naslednji nakup je bil zelo tako šudaj, ampak pol, ko sem jo probala, tole obleko s pikami, ki se zaveže na vratu in je pol cel hrbet tako odprt. Ne vem, videla sem sebe enostavno, kako uživam v gelatu nekje sredi Italije in I'm living my best life. Tole je iz japonske trgovine. Japonci se mi zdi, da imajo kaj take inovativne, zanimive, pametne stvari. Tole, kar vam zdaj kažem in odpiram, so compressed towel. Zgleda takole, torej noter je brisača.
predvidevam, da brisačka, verjetno za obraz. Ampak skratka, ko to zmočaš, imaš čisto pravo brisačko. Tako da, I'm gonna try this. Penguin slide, basically pingvinčki hodijo gor pa dol po stopnicah in se potem spustijo dol po toboganu. Ne vem, zdaj se mi je ful zabavno, tako da verjetno ni bom tole zavila kar za rojstnodnevno darilo. Si mami pol veš, da so nalepke zmeri hit. Moja punčka ima trenutno obsesijo z avtki in tole se mi je zdel ful dober deal. Vsi te avtki, ene smo že odprli, dejansko za ceno... Koliko je to, tata? 4 evre. Shopping v Dubaju je fun. Denarnica zna kar trpeti, ampak definitivno se splača, ko si v Dubaju, iti tudi malo pošopingirati, ker imajo neverjetno izbiro, ki je pač pri nas ni. Ko boste v Dubaju, definitivno dajte si duška in pejte v shopping. Mogoče moj nasvet bi bil, da se izogibite Dubaj mola, ki zna biti malo overwhelming, ker je enostavno preveč ljudi, preveč trgovin, prevelik, tako da meni iskreno ni všeč. Jaz veliko raje zavijem v Dubai Hills Mall ali pa Dubai Marina Mall. Te dva sta mi tako sprejemljivo velika in veliko bolj obvladljiva. Evo, kako izgledajo pri nas obiski turističnih atrakcij. Leskovar piha mehurčke. Pod Burj Khalifo. Tamle je eno luštno otroško igrišče. Tako da imamo vse v enem. Takole se pa mi zamotimo medtem, ko čakamo na hrano. Thank you. Perfect. Danes smo v restauraciji, ki je totalno po maminem izboru in sicer v taki avtentični, tradicionalni japonski. Vse, kar so do zdaj prinesli, je noro okusno. Pa še alkoholen koktejl, kar pa tudi v Dubaju ni samoumevno, ker alkohol je dobiti v bistvu precej težko. Si ti dala krompirček? Ja. V japonski pa se najde tudi hrana za otročke. A to je za mamico? Ja. Hvala. Prišli smo pogledati Dubai Hills in res so hribčki. Poglejte, takole 3 hribčki so in pol otroci gor skačejo in se igrajo. V bistvu vse tole je tako kot en velik trampolin. Spodaj je mivka, če slučajno kdo zdrsne dol ali pa pade. Gledajo tamle. She's living her best life in Dubai. Ena boljših odločitev je bila, da vzamemo s sabo skutija, ker čisto se prekruzamo takole, da se ona sama poganja za 2-letnika na potovanju. Top. A vam pokažem, kaj sem najdla v Dubaju. Hello! Hello! Piščančja prsa. Made in Slovenija. Tole je pa celo stojalo njihove dubajske čokolade, ki je ta hip totalen hit po celem svetu. Cene 24, 21, to je njihovih, deljeno 4, pa imamo evre. Evo jo. Tole so naši zadnji dnevi v Dubaju in ne moramo iti domov brez, da ne probamo njihove čokolade. Zdaj tako, milijon jo je, milijon različnih vrst, tudi cenovno, zelo varira. Anžeta sem poslala... Kaj varira? Drago, dražje, najdražje. Ja, tako ja. Najna naloga je, da ugotoviva, kera je najboljša, da bova pol tudi to kupila za... Darila domov. Za suvenir, basically, ja. Ker hočejo se tudi videti bili. Tako. Številka 1. Moraš razložiti, da je fora, da je not pistacija, pa ta hrustljava turška zadeva. Tako. Okolje pa čokolada. Ampak mislim, da to zdaj že cel svet ve, tako da. Pes.
Da ni. Je pes v smislu, da je res dobra. Ja, Ampak da od 1 do 5. od 1 do 5. Sam pa moram najprej vse 3 probati. Zelo dobra. Težka. Tudi dobra, ampak enka boljša. In pa še, kaj pa to je pa neka posebna. Zeda obetavno. Ja. Noč se ne zgodi, ful dolg časa. A sta bile v nedej ful presladki? Rekel, da sam čokolado. Ta ni dobra. Ta je najslabša. Ja. Ta je najslabša. A je bila najdražja? Ja. Ta je zmagovalka. Skratka, tole boste dobili, dragi družinski člani in prijatelji. Vprašanje je samo, če boste dobili celo. Če ne boste Razdelila po kvadratkih. Še navte na kofe k nama povabljeni pa dobili ob kavi, a veš, tako kot strižejo v lokalu, tako en ta kvadratek. Definitivno najboljša. Imam pa ta. In te pa tam, Ja. pa te dve, ko boste v Dubaju naslednjič. Prišli smo v Atlantis 2 hotel, ne vem, če se tako imenuje, kar ne zakaj bi dal hotelu ime Atlantis 2, ampak vsega čuda je tukaj. In valjda mora Slovenc pridati probat, če voda res teče. Res teče voda, ni za šipo. Čisto nežno, lahko ti samo tako dotaknem. Da ne bomo čisto. Vsi moramo probat, če res voda teče. Tako. Prišli smo na večerjo v gastronomi in to je all you can eat, kakor sem razumel, in vse, kar ti srce poželi, od škampov, wagyu govedine, vse ponujajo, pa je res dobro, tako da bomo videli. Nam se mudi na večerjo, ampak zgleda se bomo še nekaj časa tle zadržvali. Slabo mi je. A mislim, da gremo pa na trampoline, ne vem, kako se bo to končalo.